Zopet na prečudovitem Cresu. No ja, ne vem, kako se kaj vidi, ampak včeraj smo imeli letap, oziroma Velobar, pa je letap organizirala izlet. Pridružili sta se še nam dve znani osebi. Mi smo se prav luštili, tam od 75 do 80 km smo naredili, je bilo top. Slikce si lahko pogledate tudi na našem Instagramu. Pa smo se še nekaj zmenili, ampak najprej gremo pokomentirati tale razgled. Evo, sem jih sicer danes razpeljaval, ampak v 13 klance se glič ne da kaj preveč razpeljati. Ampak je pa vreden. No, pol še ta, tako ne moram gledati. Pol pa še ta druga tema, v kateri je nujno treba povedati, včeraj je bila prva etapa tura in kot vedno Pogačar pa Jonas na mestu, tam kaj treba biti, Rogla in ostali pa v skupini zadaj. Se ne vem, ali smo sploh lahko razočarani ali ne, ampak vsi, ki smo fani Primoža, valjda, da smo. Sam po drugi strani nam ni nikoli rekel, da je pa pač zdaj tur nek cilj v letošnji sezoni za njega, oziroma je skozi, kako se reče, malo downplayu, kaj hoče doseči. Bomo videli, kaj se dogaja naprej, ampak če hočeš iti na zmago oziroma na prva 3 mesta, pol si takih napak ne moreš prvošati. Sploh tisti, ki ste gledali Eurošport, je še komentator na Eurošportu je vedel, kaj se zna zgoditi in da si pol na 100. poziciji nekje ali pa 50. Pač ja, to ne pride v poštev. Vsi smo lepo videli Pogija, kako se je skozi spredi vozil, ne vem, če je bil kdaj dlje zadnji, kakor 10. 15. pozicije, ne vem, po moje že zadnjih 100 km. Tisti, ki derkajo, vejo, da to definitivno ni lahko in ne pravim, da je lahko, ampak če je to cilj, pol jebi ga, moraš se tam voziti, moraš to početi, moraš biti toliko močen in ja, ne vem. Jaz sem bil kar oranj jezen včeraj, če sem čisto fer. Ampak zdaj, kar razmišljam, mogoče sami pričakujemo več, da Primožu je pa tako malo vsem. Ne vem, lahko komentirate spodaj, kaj se vam zdi, ampak ja. Če ti ni vsem, pa če si res želi zmage, jaz mislim, da si takih stvari ne moreš glih prvošiti. Ok, zdaj pa gremo še, kaj smo se odločili včeraj. Se pravi, jaz pa tale raketa, mislim, če že ne prodam, pa nabavim kakšne bolj odštekane barve. Nič, grem na letap. In zdaj ta prva stvar, logično, bom šel čez, kaj sem zajebil na Afranji in bomo to probali popraviti. Na srečo sem zdaj že ene 3 kg še lažje od Franje, tako da probo bom iti dol še malo s težo. Pol pa predvsem, kaj bom probal natrenirati, pa vam bom vse tudi opisal, kako. So pa te kratki šprinti iz ovinkov ven, ne vem, 10-sekundni efforti. To pa pol, se pravi, klanc na letapu je dolg 10 minut vse skup, tako da bomo spet probali te 10-minutne efforte pač odpeljati, kakor se da dober. S tem, da je tam kar strm en del, tizga, ja, moram odpeljati po moje, ne vem, s 500 vati, skoraj da ne. Tako da, ja, nič, to bomo probali natrenirati, imamo 2 meseca cajta. Pokazal vam bom zdaj vse, kako pa kaj, ali pa mogoče v naslednjem videu bom videl, koliko bo tale že dolg. Kratki šprinti, pa potem 10-minuten effort. Zdaj pa še enkrat vam pokažem tale razgled. Pa zdaj vam lahko še enkrat še bajk pokažem. Zdaj so drugi obroči gor. In večini je tole bolj všeč. Meni, če sem čisto fer, mi je bil moj zlatnik kar seksi. Tako da, ja. Nič. Evo, zdaj grem pa jaz nazaj. Pa grem v vodo. Kakor vidite, tudi na Cresu ni baš vremena, ampak sem se vsem spravil iti, ker ja, ko bi prišel nazaj v Ljubljano jutri,
se pravi torek, baje, da je še slabš napovedan cel teden, tako da upam, da vsaj kle naredim nekaj kilometrov. Čeprav sem se spravil, danes sem zadnji. In ja, ne vem, če je to glih ta pravi odločitev. Evo vam pokal še kako je na drugi strani. Takole razgledek. Tamle na Krku imajo tlele imajo še sonce. Pa tamle na drugi strani na Cresu je tudi. Tako da ja, to so te glupe odločitve moje. Včeraj sem že imel en slavospev po prvi etapi. Me zanima vaš mnenje, kako se kaj tazga lahko zgodi. Pa mogoče, če imamo kot gledalci že previsoka pričakovanja do Primoža. Tako da ja, zanima me, kaj si vi mislite o tem. Druga etapa je zdaj že imel, so bili definitivno boljš postavljeni. Cel dan so se lepo grebali, tako da ja, good job Bora. Ampak ja, še zmer Pogi pa Jonas so tudi skozi v spredju, tako da danes še ena hektična etapa, šprinterska. Tako da baje, da ne bi bilo ful vetra na koncu, ampak bomo videli. Jaz pa danes sem se sicer lotil na Beli, klanček moj stestirati, sam glede na tale vreme, bom videl. Ampak plan imam ene 3 urce odpeljati, pa ene 2 intervala mal daljša gor narediti. Pa se grem počasi začeti pripravljati na letap, sam grem na takratko. Tako da tisti tudi, ki greste na takratko letap, mi malo povejte, kaj vas zanima. Ampak ja, vsak se mora zase pripraviti. Jaz vem, da bom probal nekje te 10-minutne najboljš, kar se da odpeljati. Pa probal bom natrenirati te brste iz ovinkov ven, ker se na maratonih dosti dogaja, da moraš sprintati. Tako da, ampak to imam že dosti tega na naših rundah, ob torkih pa četrtkih, tako da bom videl ravno še kaj trenirati. Sem pogovoril s ChatGPT-om in boste imeli prompt v opisu spodaj, da ste videli, kako jaz to delam, pa si lahko pol še sami izplanirate. Evo, preden pa začnemo, je pa naloga, kot smo že pozimi rekli, vsak se mora dobro v špegel pogledati, kakšne napake smo delali do zdaj in jih probati popraviti. Tako da zase že vem, kar sta ta glavni 2 napake. Realno moram vedeti, koliko časa na teden bom imel za trening. Malo lepš bo treba jesti, pa bolj resnost treningov držati. In zdaj pa nek realen cilj. Moram se zvagati, ampak po mojem, da imam glih okrog 90, da pridem v 2 mesecih na nekih 86 kg. In to je to. Pa tale prompt, jaz sem imel že kar nekaj spisan, imate na naši spletni strani, tam, ko govorim o AI-ju pa o UAE-timu, tako da tam je že nekaj promptov, bom jaz, tole, kar sem danes pisal, bom še dodal, se pravi, to je zame. Vi morate nekako, ta prompt je bolj zato narejen, da vidite, da se da pač s ChatGPT-om lepo pogovarjati. Premalo kave še danes. Tako da mi je spisal lepo, kakor se vidi, lahko si pauzico stisnete, pol na koncu sem pa dodal še screenshote, ker ti lahko izvoz v PDF format in imate pač to na telefonu, mailu, kakorkoli. In pač povsod vidite. Če vam ni všeč, kar vam je spisal, se še malo dlje časa pogovarjate z njim, in je to. Jaz v bistvu sem ugotovil, da po tem planu praktično se že zdaj cel čas vozim, tako da nekih novih stvari ni. Bom pa probal stisniti še tole, kar mi je opisal, se pravi, da na dneve, kjer nimam toliko intenzivnega treninga, da po temu ne jem preveč ohajev. Če pridem do 86 kg, obdržim trenutno moč, bo čisto super, bom jaz noro zadovoljen. Tako da, evo, to je to.
karkoli vas zanima, komentirajte spodaj, rade volje dodam, pa ne pozabite, da podpirate kanal, greste na proofcycling.com, si kaj lepega kupite, trenutno so v akciji tele naše majice, čelade, očala, tako da pa hlače pridejo ven v tem tednu, pošiljka bo prej prišla, kakor sem mislil, tako da evo, vsem odpošljemo v kratkem, ki ste jih že prednaročili. Tisti, ki pa še niste, pa pejte hit poklikati, so približno 10% cenejši, kakor so v redni prodaji, tako da ja, to je to, do naslednjič. Let's ride!